v času usmiljenja. Cerkev kaže ranjenemu človeštvu svoj materinski obraz, obraz matere. Ne čaka, da bodo ranjenci prišli potrkati na njena vrata, ampak jih sama išče po cestah in ulicah. Zbira jih, objema, da se čutijo ljubljene in jih ozdravlja. To usmiljenje ljubezni se v cerkvi razodeva v zakramentih, zlasti v zakramentu sprave, ter v karitativni dejavnosti skupnosti in posameznikov. Vse, kar Karitas in cerkev počne, je izraz Božjega usmiljenja. Usmiljenje etimološko pomeni odpreti svoje srce ubogemu. Usmiljenje je drža Boga, ki nas sprejema, nas objema, se nam izroča in se sklanja k nam z odpuščanjem. Vodilo letošnjega plenuma se glasi: živeti Karitas, živeti usmiljenje. Poslanstvo Karitas lahko živimo samo tako, da se odpremo Božjemu usmiljenju. Odpreti mu moramo sebe in svoje srce. Dovoliti moramo Jezusu, da se sreča z nami. Z zaupanjem se pokesati svojih grehov ter pristopiti k spovedi in ne nazadnje si prizadevati, da bi bili usmiljeni do drugih tudi mi. Če se ozremo okoli sebe, na stanje v naši družbi, nam zato ne bo zmanjkalo priložnosti. Kako ravnati z brezdomci, ki spijo pod našim blokom, z reveži, ki nimajo niti za hrano, s sosednjo družino, ki se komaj prebija skozi mesec, ker je oče izgubil službo? Kako poskrbeti za priseljence, ki se vrstijo pred našimi mejami? Kako poskrbeti za ostarele, ki so zapuščeni in nimajo nikogar? Vsaki zapostavljeni osebi smo poklicani služiti križanemu Jezusu. Dotakniti se Kristusovega telesa vodrinjenih, lačnih, žejnih, golih, zaprtih, bolnih, brezposelnih, preganjanih, beguncih. V njih se dotaknemo Gospoda, v njih najdemo našega Boga. Kako svetovati negotovim? Kako poučevati nevedne, opominjati grešnike, tolažiti potrte, odpuščati zalitve, potrpežljivo prenašati krivice ter moliti za žive in rajne? Le v Jezusu Kristusu se bomo znali prav vsem ljudem približati, jim prisluhniti, svetovati, jih poučevati, predvsem s svojim pričevanjem, svojim življenjem. Naša krščanska verodostojnost je odvisna od tega, kako sprejemamo odrinjenje, ki nosijo telesne rane, in tiste, ki nosijo duhovne rane. Kajte že Janez od križa nam polaga v srce, da bomo na večer življenja sojeni po ljubezni. Po zdravni besedi vabim predsednika Nadškofijske Karitas Maribor, gospoda Branka Mačka. Prav lepo vsi pozdravljeni v tem letu usmiljenja na našem plenumu. Ja, tako vas že 25 let na plenumu pozdravljam in vesel sem, da nas je še veliko od skromnih začetkov, takrat, ko se je pisalo 1991 in je bil prvi plenum. Človeko dobro dene, ker ste znali in smo znali sprejemati spremembe in tudi nove sodelavce, da župnijska Karitas živi in da župnijske Karitas živijo, da živi Nadškofijska Karitas, da se širi, da je ta mreža vedno močnejša. Vse župnijske Karitas, Nadškofije, mreža Očetjanža, Slovenskih goric, Starš, Žalca, Mozirja, Lenarta, Velike Polane.
nekateri nam to zavidajo. Bog mi naj oprosti, hoteli so celo nekatere stvari uničiti. Pa dobrota, ljubezen, karitas je močnejša. Če ne računa, ne gleda na dobiček, temveč na človeka in to s srcem in ne le z razumom. Pri karitas, dragi in spoštovani prisotni, mora biti več srca, duše, kot hladnega razuma ter preračunljivosti. Hvala, da ste prišli, da smo spet tukaj, da se opogumimo ob pregledu, kaj in kako je ljubezen živela, zelenela, cvetela, ogrevala v letu 2015. Malo prehitro je prišel današnji dan. Kljub temu ni hladno, temveč se čuti toplina, vročina, ker tukaj je cvet dobrote. Tu je življenje med nami, do prosilcev, človeka v stiski in darovalcev. Toplina naših župnij, tu je cvet cerkve, pa ne le v naši škofiji in naši škofiji, metropoliji, ampak v Sloveniji, po svetu. Dovolite, da sedaj med nami pozdravim gospoda nadškofa, čeprav sem ga že tudi v cerkvi, to da tam je drugo okolje. Spoštovani nadškof, metropolit Mariborski, lepo pozdravljeni med nami, sodelavci Karitas in vsemi gosti. Prvič v tej vlogi, danes eno leto, kot poveste, da ste nadškof in metropolit. Bravo. Hvala vam, da nadaljujete s spremljanjem delovanja Karitas v naši škofiji, kakor tudi v Sloveniji kot predsednik Slovenske Karitas. Vse že od takrat, ko ste prišli na nadškofijo Maribor s posebno nalogo, ste obiskali sedež nadškofijske Karitas na Štrosmajerjevi 15 in se seznanili z njenim delom ter bili navdušeni. Vse tako se je meni zdelo in mojim sodelavcem, delavcem. Povedati moram, da je naš nadškof, kar je že tudi sam nekaj omenil, vedno bolj navdušen nad delovanjem, sodelovanjem, vraščanostjo sodelavcev župnijske Karitas, delovanje naših župnij. Hvala vam za vaš dragoceni čas, se popoldne živeste spet na eno župnijo, ki ga boste preživeli med nami in z nami in naj to ostane res vaša navada. Veliko še bo povedanega, veliko bo še pozdravov in tako v prvi vrsti vse pozdravljam od generalnega tajnika, vseh tajnikov, gospoda podžupana, seveda tudi naše direktorje, naših zavodov, potem vse tiste, ki pomagajo voditi pastoralo, gospoda podžupana, ne vem, če sem že rekel, mogoče že, potem tudi sigurno našega soseda, bi lahko rekli, da je malo pomožni škofov vikar, gospoda dr. Markeca, ki se poznava že iz študentskih let, ko smo še v Ljubljani klopi skupaj dregnili. Prav lepo pozdravljam in vsako leto sem vesel, če se odzovejo tudi iz Centra za socialno delo, prav lepo pozdravljena, gospod direktor, in tudi gospod predsednik iz Rdečega križa, saj sodelujemo že tudi, odkar Karitas obstaja. Mislim, da še bomo veliko slišali danes o 7 novih delih in da jih bomo tudi znali živeti, ko bomo ponesli domov naše kartice, ki smo jih dali delati, pa tudi, ko boste doma skupaj delali vse tisto, kar je potrebno, da v župniji zaživi usmiljenje. Ko boste razmišljali o delih usmiljenja, ko pa jih je toliko bilo že narejenih
in ne pozabimo, da jih nikoli ne bomo do konca naredili in izdelali, ampak da smo na poti, ne pozabimo na srce, na Boga in na drugega, da bomo znali poslušati, da bomo znali drug z drugim hoditi pot, da bomo vedeli, da nisem jaz samo tukaj, ampak da smo drug z drugim na tej poti in da bomo znali drug o drugem lepo govoriti, da in iti drug z drugim po poti, na katero nas je poklical Gospod, da se bomo znali obiskovati in malo kdaj, da se bo slišalo, nimam časa. In to je najpomembnejše, da bomo znali drug za drugega moliti in prositi za vse tiste blagoslove, ki jih potrebujemo, takrat, ko nam je lepo in ko je težko, ko nimamo kaj vzeti in dati človeku, imamo pa vedno nekaj molitev in svoje srce. In to naj nas danes spremlja, da bi bili opogumljeni in šli naprej z Gospodom in drug z drugim. Pozdrav udeležencev, vabim tudi spoštovane goste, pa prosim gospod Imre. Prav lep pozdrav vsem že naštetim gostom. Še večji pozdrav pa vam sodelavci in sodelavke Caritas. Božje usmiljenje, tak se mi zdi, nas vsako leto povabi k neki novi dejavnosti. In tudi lansko leto se je tako zgodilo, da smo imeli priložnost se testirati na posebnem področju dela z migranti in begunci, skupaj z Rdečim križem, civilno zaščito in drugimi. In sem na to zelo ponosen in vesel, da smo to vlogo dobro odigrali. Tukaj smo dejansko bili sestavni del cele družbe, ki je to vlogo sprejela od Caritas v enem deležu in da sem prepričan, da smo bili ljubeči obraz cerkve. Tudi, če se to ni videlo na zunaj, smo to žareli. Prav tako smo bili glas teh popotnikov, ki so se znašli kot mimohod pri nas, pa vendar so bili tukaj. Bili smo v službi njihovega dostojanstva. Te zgodbe seveda še ni konec in bomo tudi to vlogo na drugačen način igrali v prihodnje. In ker je Božje usmiljenje z nami, smo lahko prepričani, da bomo to pot zmogli. In v tem duhu želim tudi, da nas naj današnje srečanje opogumlja, plenom skupaj priti, da bomo skupaj močnejši, da bomo skupaj ljubeči obraz cerkve, da bomo skupaj v službi svojega dostojanstva, dostojanstva bližnjih in pa popotnikov, ki jih bomo srečevali. Pa lep dober dan. K besedi vabim gospoda Jožeta iz Škofijske Caritas Ljubljana. Vsem lep pozdrav iz Ljubljane, od naših sodelavk in sodelavcev. Vsako leto se z veseljem obiskujemo na plenumih oziroma občnih zborih, kot rečemo v Ljubljani. Malo zato, da se čutimo povezane, da smo skupaj, pa tudi zato, da skupaj razmišljamo in upam, da bomo letos našli kakšne nove misli, kakšne trdne besede o tem, kaj leto usmiljenja pomeni tudi za nas, ki delamo za dobro ljudi, predvsem tistih ubogih. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Jože. Z nami pa še gospod Jože iz Škofijske Caritas Murska Sobota.
spoštovani sodelavci v Karitas, prav prisrčne pozdrave iz Mursko-Soboške škofijske Karitas. 1. januarja smo vstopili v naše 10. leto delovanja škofijske Karitas Murska Sobota, tako da smo na temelju 15 let naše skupne nadškofijske Karitas Maribor začeli samostojno pot. Letos smo se tudi nekako podali na pot v pomoči materam v stiskah in smo odprli materinski dom pri Svetem Juriju v Občavnici in kasneje, ko bo ta napolnjen, pa še v Turnišču. Tako da vas lepo prosimo, da vsi skupaj razmišljamo v tem času na materam v stiskah in da naj nam bo mati kot Karitas vedno blizu in bomo znali po materinskem čutu sodelovati in eden drugega obogatiti. Bog plati, da sem lahko z vami. Z mestne občine Maribor pa prihaja župan, podžupan, gospod Zdravko Lukatič. Prosim. Spoštovani nadškof, predstavniki Karitasa, vsi člani plenuma Karitasa, predsednik Rdečega križa, predsednica Centra za socialno delo, vsi prisotni, moram povedati ob napovedi, da sem se spomnil ene anekdote, ko sem šel pisati svojega prvega sina v verouku in sem rekel, gospod župnik, ker smo hodili v mesto v Mariboru, hodimo tudi v druge župnije k maši. Rekel, ne, jaz sem pa kaplan, ne. Pol pa sem rekel, jaz se oproščam, ne, je rekel, nič hudega, tudi kaplan je lepo biti. Tako da moram reči, ne, da nič hudega, da je lepo biti tudi podžupan. Nekaj misli sem si zapisal, ker je to dragocen trenutek, mineva 1 leto, ker sem pravzaprav še ne v funkciji podžupana. Tudi nisem pričakoval, da bo se to tudi res zgodilo. Bil lahko v čas kot predstavnik mestne občine Maribor prisoten pri umestitvi in sprejemu nadškofovske težke naloge gospoda nadškofa Alojzija Cvikla. In ker je to tako dragocen trenutek, sem si nekaj stvari zapisal, ne bom hudo dolg, bom pa malo mogoče daljše. Nekaj stvari bom pa tudi osebno povedal, kar se že na začetku opazil. V Sloveniji smo žrtve kulture stvari in predmetov, daleč od kulture srca in žive osebe, ki nosi notranjo luč veselja. Ljudje še nikoli nismo imeli toliko možnosti za komunikacijo kot danes in vendar še nikoli nismo bili tako osamljeni in sami. V internetni družbi smo brutalno zasuti z vodenimi informacijami, nismo pa informirani. Govorimo o duhovnosti, nimamo pa duha, še manj svetega duha, ki ga udeleženci Karitas poznate. Govorimo o kristologiji, nimamo pa Kristusa. Tudi med verniki znotraj se takšne stvari včasih dogajajo. Odločilno je spoznanje, da nisem tukaj sam, kot je govoril v svojem pozdravu gospod Maček. Da, tudi kristjani nismo tukaj sami. Tudi drugi so tukaj. Kot je povedal človek in Bog, ob svojem koncu je rekel, Eli, Eli, lama sabaktani. Najhujše je biti sam. In nihče od nas ne rabi biti sam in osamljen. In to je eno od poslanstev, ki jih prav vi, udeleženci plenuma, pa tudi nekateri drugi, kajti kristjani nismo sami, so tudi drugi opravljajo. Z Rdečega križa drugod, morda tam, kjer si sploh ne bi mislili. Romano Guardin je zapisal,
ne na sporazumevanju različnih mnenj, ker imamo lahko različne nazore, pač pa na sporazumevanju istega temeljnega prizadevanja za čast in blaginjo celote. To je tista naša skupna stvar. Ne rabimo isto misliti o preteklosti. Ne rabimo isto misliti o letu 45, ne o letu 90. Oboji pa lahko zelo dobro vemo, kaj je dobro za vse in kaj ni dobro za vse in ne rabimo enako misliti ali imeti iste nazore. Skrb za celoto, za skupno dobro, pogosto izgubimo iz svojega obzorja. Izgubili smo čut za skupnost, za ožjo in širšo družino. V svojem besedišču smo izgubili besedo strina, ujc, tetec. Nekaj stvari o tem, kar smo že imeli, so nam zdaj pokazali ti migranti, ki nas tudi razvajajo odnos do njih. Kaj je družina, ožja, širša družina, kaj je skupnost. Pridigar nas zato v 11. poglavju opozarja, kdor vedno pazi na veter, ne pride do sejanj. Kdor vedno gleda na oblake, ne pride do žetve. Za usmiljenje in dobrodelnost je vedno pravi čas. Sonja Anžič v Arhivskem viru naše države skrb za uboge v deželi Kranjski navaja. Leta 1675 so izdali 200 značk za domače berače, kar je ustrezalo 35% mestnega prebivalstva. Današnji časi socialne ogroženosti zato niso nekaj novega, s čemer se ne bi že srečevali v preteklosti. Prav Karitas in vi vsi, ki v njem delujete, prižigate luč zaupanja in veselja. Bog ljubi veselega darovalca, je zapisal Pavel v drugem pismu Korinčanom. In dalje, dovolj ste bogati, da ste lahko radodarni. Zaradi tega je za dobroto in veselje vedno pravi čas. Bodimo radodarni z darovanjem svojega časa, kar je že povedal gospod Maček, pozornosti, bližine, spretnosti, ki jo prostovoljci v Karitasu, Rdečem križu in drugod darujete. Samo z denarjem in materialnimi dobrinami revščine ne bomo odpravili. Jo imajo tudi v Ameriki, pa imajo več denarja, pa več dolgov kot Slovenija. Če smo povezani z bližnjimi, lahko dejanimo misel modrega Siraha. Če kaj dobrega storiš, vedi, komu storiš in boš imel zahvalo za svoje dobrote. Zaradi tega je še posebej pomembno, da imamo duha, ki vidi v naši bližini tistega, ki mu pomagamo in vemo, komu damo denar in da je to po našem srcu čutimo, da je prav, kdo to sprejme. Sveti Pavel pa sporoča, mislim, da na 2 mestih, v 2 pismih svojih. Veselite se, zmeraj se veselite. Hvala vsem v Karitas, ki ste veseli in radodarni. Prej ste videli, je pisalo tukaj, priključite računalnik na omrežje ali najdite drug vir energije. Prav Karitas, Rdeči križ in še so civilna gibanja. Ste tisti vir energije, na katere se priklaplja zdaj Slovenija, da bomo šli ven iz te žalosti, da bomo šli ven iz tega, ko nekateri menijo, da ni čas za pomagati, ker so oblaki, ker veter piha, da ni čas za sejanje. Lahko vsak lahko pomaga. Ali čas, ali denar, pa vedeti mora, da deluje osebno. Ne samo, da nekam nakaže, da, prav,
super, da daruje nekdo 500 milijonov, prav pa je, da nekdo nekoga sreča, da ga vidi in da mu osebno preda, kaj ti potem je njegov bližnji. Znanje osebnosti. V filmu vsi poznamo filmske igralce, kaj so lepi in bogati. In vendar so skoraj vsi najbolj nesrečni. Imajo bolj nesrečne zveze in odnose, kot jih imamo mi. Veliko rešitev denarja namenjamo, Evropa se sestaja, kaj bomo z migranti. In vendar rešitve, ki jih najdemo, globalnega problema ne rešujejo. Zaradi tega je morda čas, da se vsi, ki jih je strah, ki menijo, da ni rešitev, ki niso zadovoljni, srečni, izpolnjeni v odnosih, vprašajo, če se to ne obnese, kaj pa se potem? Če ni v tem vidnem svetu rešitve, je pa mogoče v nevidnem, saj tudi obstaja. In ena od teh poti je tista, ki vi sledite, sodelavci Karitas. Veselo oznanilo, da ni potrebe, da smo razočarani, da se sekiramo, ker ga en minister fiksa, ali ker eden nekaj krade, privatizira, se izmika kazni, sodniki ne sodi tako, kot treba. Mi smo državna inštitucija, v medijih se dostikrat sliši, kaj delajo te socialne delavke, kako so nečloveške, ampak verjamite, jaz nimam še enega leta delovnega staža na centru, prihajam čist drugega delovnega okolja, poskušam še biti nekje malo bolj oddaljena, koliko vidim zadeve, ampak vam povem, na našem centru so zaposlene, ne samo zaposlene, ampak so to z dušo in telesom v svojem poklicu. Veliko vidim, je tudi solz sreče, solz žalosti, ker želijo pomagati, želijo še več vložiti v pomoč posameznikom družini, ampak so na drugi strani obremenjene z velikim številom ljudi težav. Žal, res vedno več ljudi trka na naša vrata, vedno več ljudi potrebuje tiste osnovne življenjske potrebščine. In hvala Bogu, obstaja v Mariboru Karitas, Rdeči križ. Na drugi strani pa imamo težavo, ker pa mesto Maribor je značilno, da nimamo toliko nevladnih organizacij, ko imajo druge, na primer Ljubljana. Tako da dejansko vse visi na teh treh stebrih, tako kot smo mi center, Karitas in Rdeči križ. V našem organizacijski strukturi centra mi imamo tudi materinski dom, varno hišo, zavetišče za brezdomce. Mi se trudimo postavljati dnevni center za otroke in mladostnike. Še vedno čakamo na uspešno zaključeno prijavo na razpis. Nimamo še 100% zagotovila, da dobimo, ampak potrebe so tako velike, da število otrok, ki se vključujejo, niti ne štejemo več. Začeli smo v mesecu decembru, v pol meseca je bilo 127 otrok že vključenih v naš program. Verjamite, začeti je treba v preventivi, začeti je treba delati z otroci. Koliko sama opazujem, dejansko je kriza v tem, da mladi, ki si ustvarjajo družine, nimajo zgleda, nimajo znanja in kasneje nekako pride do težav in te potem srečamo mi v že kar akutnih problemih. Tako da jaz mislim, da Karitas, tudi razne oblike organizacij bi morali čim več delati na preventivi, tudi nam bi morali dati čim več možnosti delati na preventivi, ker s tem narediš največjo uslugo. Potem, ko so že zadeve, težave za reševati, je že škoda, so škode že narejene. Mogoče samo še za informacijo, tudi v letošnjem letu potrebe po denarnih socialnih pomočeh spet naraščajo. Samo meseca februarja
za izredne denarne pomoči 700 vlog in tako naprej. Predstavljajte si, pri številu 150 000, koliko pokriva naš center, so to zelo velike številke. In ob uradnih urah velike vrste pred zaprtimi vrati našega centra, preden sploh začnemo z uradnimi urami, kaže na to, da kriza je in kriza obstaja in da ljudje potrebujejo pomoč. Hvala Caritas, želim vam vse dobro naprej in se veselim našega sodelovanja še naprej. Vse lepo. Močnega združenja Rdečega križa gospoda Alojza Kovačiča. Dovolite, da vas najprej lepo pozdravim v imenu Močnega združenja Rdečega križa Maribor in da zaželim plenumu uspešno delo. Toliko lepih in zbranih besed, kot jih je bilo v pridiki Svete Maše in v uvodu gospoda Mačka, nimam kaj dodati, samo eno veliko željo, da bi nas te besede seveda dajale notranjo moč, energijo, da bi izvajali vsak na svojem področju vse tiste naloge, zaradi katere smo seveda se tako ustrezno organizirali. Rad bi povedal, da je sodelovanje med Nadškofijsko Caritas in območnim združenjem Rdečega križa v Mariboru vzorni primer in ker govorimo nekaj za naprej, bi bila moja skromna želja, da bi na tak način sodelovali tudi v vseh nadškofijskih Caritasov v Ljubljani, v škofijskih Caritasih in da bi se ob tej priliki rad posebej zahvalil za vso sodelovanje, predvsem na nivoju dejansko krajevnih organizacij Rdečega križa in pa župnijskih Caritas. Tam je težišče našega prostovoljnega dela in tam ste seveda vi, oziroma tisti, ki v teh organizacijah delajo, najbolj pomembni, ker poznate svoje krajane, svoje ljudi, da jim lahko v pravem trenutku pomagamo. Danes je bilo velikokrat rečeno, ni samo materialna pomoč ključnega pomena. Osebno se zelo strinjam, gre za ta človeški medsebojni odnos, medsebojno spoštovanje. In naj zaključim, da je za nas v Rdečem križu Slovenije bilo lansko leto, ki ga na današnjem plenumu obravnavate tudi vi, seveda najtežje v zadnjih 25 let v slovenskem prostoru. In ker je za naprej, seveda predvsem veliko zdravja, veselja, odgovornega odnosa in če bomo imeli to, bomo znali pomagati tudi v prihodnje. Vsem iskrena hvala. Bi mogoče še kdo želel pozdraviti? Še ne, pa gremo naprej. Škofov vikar in direktor Caritas, dr. Jozef Markec, leta 1982 je bil celovcu posvečen v duhovnika. Kaplansko službo je opravljal v Borovljah in Šentjakobu v Rožu na avstrijskem Koroškem. V letih od 1985 do 1988 je bil zadolžen za pastoralo mladih na dvojezičnem območju in od leta 1986 do 1989 je bil župnijski upravitelj Šentjakobu v Rožu. Po zaključenem doktorskem študiju teologije na Dunaju je bil leta 1992 imenovan za voditelja slovenskega oddelka škofijske pastoralne službe in leta 1994 dodatno za duhovnika župnije Radiše. Po enem letu kot upravitelj župnij Borovlje, Podljubelj in Glinje in v študiju v Rimu in Jeruzalemu je dr. Markec v jeseni 2008 ponovno prevzel mesto voditelja slovenskega oddelka škofijske pastoralne službe. Leta 2009 je bil imenovan za direktorja škofijske pastoralne službe in škofovega vikarja za pastoralo, misijon in evangelizacijo. Službo direktorja škofijske pastoralne službe kot tudi vse s tem povezane funkcije, kot na primer
izdajatelj koroškega verskega časopisa Zontag, slovenskega verskega časopisa Nedelja, otroške revije Regenbogen in internetna redakcija, je gospod Markec upravljal od 1. septembra 2014, ko je bil imenovan v vrh Koroške Karitas. Poleg tega je bil dr. Markec od 1. septembra 2013 tudi župnijski upravitelj župnij Radiše, Pograd in Medgorje. S prevzemom vodenja Koroške Karitas je bil monsignor dr. Markec tudi imenovan za škofovega vikarja za Karitas in socialne dejavnosti. Bil je tudi član konzistorija, škofijski koordinator za azilna vprašanja, predsednik Bonifacijeve zveze Krške škofije in rektor Celovške mestne bolnišnične cerkve. Kot priznanje za njegovo delo je bil leta 2004 imenovan za papeškega častnega kaplana. Spoštovani gospod, monsignor dr. Jožef Markec, prosim vas, da nam spregovorite o letu usmiljenja, dati človeku človeški obraz. Dobar dan. Veste kaj, če bi jaz to slišal od druge osebe, kar sem zdaj tukaj moral poslušati, bi se te osebe zbal. Ampak lahko rečem, da sem dejansko skoraj vse te funkcije že oddal, odkar smem služiti ljudem, kako ste vi to tako lepo povedala. In prav v tem služenju smo si pa vsi enaki. In to nas druži vse, drage sodelavke, dragi sodelavci Karitasa, tja do metropolita, do gospoda Načkofa. Jaz sem zelo vesel, da smem zdaj delovati v cerkvi, pod taktirko bi lahko rekli papeža, ki nas opozarja, da tisto, kar je za nas pomembno, to je v glavnem, to je res služenje. On je to piramido, o kateri smo zdaj marsikaj slišali, tudi obrnil. Vemo pa tudi, da če si tisti, ki si prej zgoraj bil in zdaj čist spodaj, da je teža, morda še hujša odgovornost, če večja. Ampak in o tem naj bi zdaj govorili malo, če smo kristjani, če zaupamo v Božjo pomoč, potem bomo to zmogli. No, to, kar bom jaz zdaj še povedal, nekaj misli, je itak že toliko koristnih in zelo bogatih misli bilo izpovedanih, bo morda manj predavanje, temveč bolj pričevanje. In če mi bo uspelo, in to bi si zelo želel, predvsem spodbuda vam, ki vsak dan delate na terenu, služite ljudem. Jaz sem bil zelo presenečen nad polno cerkvijo, še bolj zdaj na to polno dvorano in se skoraj se kar malo bojim tudi zdaj tu pred vami spregovoriti. Toliko dobrote na enem mestu, to je že nekaj posebnega. Toliko dobrote na enem mestu, smo lahko ponosni na to. Vi boste gotovo zdaj še tudi čutili, da je meni seveda slovenščina tudi malo problem, vendar izhajam iz tega, če bom napake delal, da je za sodelavca, za sodelavko Karitasa ena najpomembnejših lastnosti, to sem zdaj že naučil, je potrpljenje. Torej, potopite, če me ne boste razumeli. Ko sem nastopil to službo direktora Karitas, to je šele leto in pol od tega, meni se že zdi tako, kako je bilo 10 let, sem se pozanimal tudi v Sloveniji, kako tukaj razumete in živite poslanstvo dobrodelnosti in sem opazil predvsem eno stvar, ki jo na Koroškem v tej meri tako močno, kako tukaj pri vas ne poznamo, namreč to župnijsko Karitas, kako jo tu živite. Se spomnim, sem bil v Ljubljani in sem se pogovarjal tam in sem bil zelo navdušen nad tem, kar sem tam slišal. In je to ostalo, to, kar od vas poznam,
je ostalo zame res vodilo za moje delo, ker mi je eno jasno, če mi v centralah še toliko delamo. Dejansko gre za to, da tam, kjer ljudje živijo, da tam sprožimo solidarnost. Če bo solidarnost dospela res vsako zadnjo vasico, vsako župnijo, potem smo mi naše delo tudi dobro opravili. In to ste vi, ki tisto solidarnost živite in tudi delite z drugimi in s tem date Sloveniji oziroma vaši škofiji tisti človeški obraz. In zato dejansko gre, pravzaprav bi že lahko nehal jaz, če bi ste šli zdaj domov, bi že bilo dovolj. No, imam na vsak način pa vas res ta vtis, da se zelo dosledno trudite, zato mi vsi vemo, da to ni tako samoumevno, kako se o tem govori. Solidarnost je težavna zadeva in jo je vedno treba sprožiti, znova sprožiti, poživljati in živeti. In v tem je težava, da jo živim, da tako delujem, torej solidarno. Pri nas na Koroškem je Caritas se drugače razviva in tudi malo drugače organizirana, kakor pri vas, in jaz bi vsaj nekaj besed bi rad tudi o tem povedal. Pri nas je Caritas bila bolj znana kot splošno koristna ustanova in imamo zaposlenih le na Koroškem 1300 ljudi, torej smo res tak veliki direktor, a ne, to smo pa res zdaj. In imamo ti ljudje, ki so zaposleni pri nas, delajo v domovih za ostarele, ki jih imamo 9 v ustanovah za ljudi s posebnimi potrebami, ki jih imamo tudi 9 v 95 vrtcih, v 4 socialnih šolah z več kot 1500 učenci. In iz teh uslug, ki jih ponujamo vsakomu, a ne kot taka socialna ustanova, splošno koristna, ki je seveda pravzaprav podjetje, ne, to je eno veliko podjetje, prislužimo, vsaj smo doslej prislužili toliko dobička, da poleg darov potem lahko financiramo našo pomoč ljudem v stiski, za katere smo, kako pri vas, razvili tudi razne projekte. Mora pa malo sledujete tudi razvoj pri nas na Koroškem in ravno včeraj smo slišali, da bomo po vsej verjetnosti v naslednjih mesecih kot dežela šli v stečaj. To se pravi, da mi ne bomo dobili več tega denarja in da ga nimamo zdaj. In je to tudi zanimiva stvar namreč, da jaz, vsaj kot direktor Koroške Caritas, ne vem samo, kako ljudje živijo, ki so res revni, ampak tudi kako gre podjetniku, ki tudi pride v težave. To včasih pri Caritasu ne vidimo toliko, mi vidimo samo tiste žrtve, ki potem pridijo in imajo odprte roke, ampak dejansko solidarnost seveda je ena zadeva, ki se tiče vseh slojev. In ubogi, revni živijo v vseh slojih. In to imamo mi zdaj priložnost tudi pač čutiti na lastni koži. Ja, jaz sem govoril o župnijskih Caritas, ki jih zelo občudujem tukaj pri vas v Sloveniji, zelo. In bom še naprej skušal, se trudil nekako vas dohiteti. V 10 letih morda bo šlo, potem pa gre v penzijo. Bil sem pa tudi z drugimi še tukaj v Mariboru in sem si ogledal nekaj teh vaših projektov, ustanov in se spomnim se tega medicinskega centra, ki ga imate tam v Štosmajeru. In to je že nekaj posebnega, mi tega nimamo, to je zelo lepo bilo za me, ampak še nekaj sem si zapomnil. Bili smo, več stvari smo se ogledali in bili smo tam v tisti ustanovi, ki jo imate za brezdomce in tam tega nikoli ne bom pozabil.
tam, ko sem odstopil v tako ustanovo, mi tudi imamo v Celovcu tako ustanovo in tam ne zgleda dobro, sicer mi je pa en porodil Slovenc ravno zdaj v danem mesecu podaril kar 200,000 evrov, da mi to ustanovo lahko spravimo na zimo podobno vaši. Ampak ko sem stopil v to hišo, vidim tam na desni, imam še pred seboj to sliko, čeprav je 2 leti od tega, vidim tam knjižnico. In 2-3 ljudi, takih brezdomcev, ki berejo, ampak tako, da mene niti niso opazili, tako koncentrirano berejo tam. Pa in tu sem si jaz mislil, poglej, tu se začne dostojanstvo, tisto, da vidim pri drugemu človeku, da je človek, kakor jaz, da mu pripišem, da zaupam, da tudi on zna brati, kakor jaz, da je tudi on kulturen človek, kakor jaz. In ne, da on, jaz ne vem, leži tam na tleh nekje, in mu daš nekaj za jesti in za pit, in jaz pa seveda doma čisto drugače živim. Sem kulturen človek, grem v opero, grem v teater in tako naprej. Ta knjižnica je za me, res prva, ta vaša knjižnica je za me postala en tak simbol, kako naj bi tudi jaz v svojem delu se soočal, se srečal z ljudmi, ki si od mene nekaj želijo iz raznih razlogov. Da so res ljudje na istem nivoju, kakor jaz. In zato sem vam zelo hvaležen za to izkušnjo, ker mi je zelo draga postala. Videl sem tukaj torej pri vas v Sloveniji, da dobro veste, kaj pomeni dati svetu človeški obraz. O tem vas ni treba poučiti. Kljub temu mi dovolite, da povem zdaj nekaj misli o tem, kar mene motivira pri svoji službi, in da to povežem z letom usmiljenja, ki ga je naš papež Frančišek proglasil zdaj za celi svet. S tem papežem, sem že rekel, je lepo služiti v Caritas, saj nas spodbuja s številnimi besedami in dejanji v dobrodelnosti in nas kar vsak dan vabi, da ga posnemamo. Prvi tak naslov, ki sem si ga zapisal, je pravzaprav o tem govoril že podžupan in to se mi zelo zanimivo zdi, da en podžupan, en politični zastopnik, predstavnik govori o tej temi in ne mi. Namreč, veselite se. Leto usmiljenja je jubilejno leto. Papež ga je razglasil kot jubilejno leto. In s tem naznanja tudi osnovno držo, ki naj bi nas spremljala v tem letu usmiljenja. Jubilejno, jubilate, jubilo, jubilate, veselite se. To je po mojem prvo, kar nas v tem letu naj bi navduševalo. Veselite se. Osebno vam res lahko povem, morda boste tudi malo čutili, da sem kot duhovnik v cerkvi, to ste pa prej slišali, opravljal že mnogo različnih služb, kaplana preko vodje pastoralne službe, zdaj do vodje Caritas, in lahko rečem, da se še nikoli nisem čutil toliko veselja v sebi, kako zdaj v tej službi. To je pa res iskreno povedano in ni zlagano, ker zdaj tukaj stojim in naj bi vas navdušil za vaše delo. Dejansko imam neko veselje v sebi, ki sem ga pravzaprav vse življenje živel tu in tam čutil tudi, ampak ne toliko, kako zdaj. Mislim, da ravno... Dovolite, da vas najprej lepo pozdravim v imenu pomočnega združenja Rdečega križa Maribor in da zaželim plenumu uspešno delo. Toliko lepih in zbranih besed, kot jih je bilo v pridiki Svete Maše in v uvodu gospoda Mačka, nimam kaj dodati, samo eno veliko željo, da bi nas te besede seveda dajale notranjo moč, energijo, da bi izvajali vsak na svojem področju vse tiste naloge, zaradi katere smo seveda se tako ustrezno organizirali. Rad bi povedal, da je sodelovanje med Nadškofijsko Caritas in pomočnim združenjem Rdečega križa v Mariboru vzorni primer in ker govorimo nekaj za naprej, je bila moja skromna želja, da bi na tak način sodelovali tudi v vseh
nadškofijskih karitasov v Ljubljani, v škofijskih karitasih, in da bi se ob tej priliki rad posebej zahvalil. Božje pri človeku. In če se potopiš v človeka, izpluješ na površje pri Bogu. Torej, to po mojem ne drži, da moramo najprej iskati in se srečati z Bogom v molitvi in potem šele spoznamo, da je človek človek, da je v človeku Božji izraz. Lahko tudi, o tem ste vi govorili, to se mi zelo važno zdi, tudi izkušnja ravno zadnjega pol leta, ko smo skupno z mnogimi ljudmi iz civilne družbe, ker nismo več spraševali, ali si ti član cerkve, ali nisi član cerkve. U nas na Koroškem je mnogo muslimanov, predvsem muslimanska mladina, so oblekli naše Caritas srajce in so vsak dan bili tam in prevajali in pomagali. In med našimi darovalci imamo kar precej takih ljudi, vidim vedno spet, ker piše Mohamed, to verjetno ni kristjan ali pa katoličan. In kljub temu nas podpira. No, jaz sem prepričan o tem, da ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega pravzaprav je eno in sta pa dve poti do ljubezni do Boga. To se pravi, če se zaljubiš v človeka, s tem, da mu pomagaš, da si mu pomoč, potem boš tam v njemu našel Boga in boš prišel tudi do Boga in boš verjetno tudi, če je cerkev, od cerkve je ena taka skupnost vernih, boš verjetno tudi do te cerkve prišel in z veseljem sodeloval. In je pa tudi druga pot. Jaz ne bom rekel, da mora vsak iskati tisto pot. Jaz zelo častim tudi sestre, naprimer, ali pa druge, ki so zelo pobožni, res iskreno pobožni in ki iščejo pot v cerkev, v molitvu, v srečanje z Bogom. Ampak jaz sem prepričan, da tisti potem tudi najdejo človeka, tudi v človeku vidijo sobrata, sestro. Če to ni tako, je morda vsaj treba sprašati, a morda ni malo zlagano. Jaz si upam to povedati, kot duhovnik si upam tako spraševati. Morda bi večkrat morali tako in bolj iskreno tako spraševati, morda si tudi zdaj šele upamo tako govoriti, ker naš papež tako govori. On pred škofi tako govori. In tudi škofe vpraša, no kako pa vi živite? Ja, zakaj ne bi, Zakaj ne bi, če duhovniki vas tudi sprašujejo, kako živite. Ja, jaz sem zelo vesel, da živim v tem času naše cerkvene zgodovine. Mi je zelo všeč in se mi zdi, da se res malo bolj približujemo tistim časom, kateri mi govorijo iz Svetega pisma, ki jih čutim v Svetem pismu. In vi ste proponenti tega, vi ste tisti, ki to živite. Nazaj k veselju. Veselje je v našem času že nekaj posebnega. Podžupan je o veselju govoril. Jaz imam seveda tudi malo občutek, da v našem času človek išče najprej, po nas se imenuje to špas, zabavo, užitek in meni s tem veselje. Temu človeku, ki danes živi, ponuditi res veselje, ne špas, ki je tudi potreben v življenju, seveda pa še kako, ampak ki traja nekaj trenutkov, ki traja morda en večer, ampak ki ni nekaj, iz česar ja živim lahko. To notranje življenje, tega po mojem ne zmore vsak. Mi pa zmoremo. Mi ga poznamo, ta občutek notranjega veselja. Mi smo na Koroškem, nismo imeli toliko prostovoljnih sodelavcev, bomo reči, pri Caritas, ker prej tudi niso toliko iskali, kako sem prej rekel, smo bolj ena taka firma. Mi smo
zdaj, lansko jeseni, zdaj čez zimo, smo pridobili 1000 novih prostovoljcev, katerih imamo naslove, telefonsko številko in vsak čas lahko pokličemo. In to je že zanimivo, ne? V času in v položaju, v neki situaciji, ki so jo in jo mnogi še vedno doživljajo kot neverjetno ogroženost, v takem času so tisti, ki so se upogumili in odločili za pomoč beguncev, začutili prav nasprotno, namreč globoko notranje veselje. Nič strahu, nič bojazni, temveč veselje. In to je en paradoks. Vi ste prej rekli, da je malo razdvojena naša družba, dejansko je, ne? Po nas je, po vas verjetno tudi, na kateri strani mi stojimo, se moramo vprašati, ampak jaz bi rekel, sprašujemo, jaz sem gledal obraze in sem videl tiste, ki so se jokali ob pomoči, ampak dejansko je v njih bilo tako veselje in zato so skoraj množično prihajali pomagati. To se pravi, mi, ki smo Caritas, mi, ki ponudimo ta okvir za drugi, po nas, z nami lahko pomagajo ljudem. To je nekaj neverjetno pomembnega za družbo, to, kar mi storimo. In ne samo za družbo, dejansko za vsakega človeka, da živi bolj v sreči. In to pa pomeni, kako ste vi prav po mojem povedali, to pa pomeni, da si vesel. In gospod podžupan, veste kaj včasih v cerkvi tudi sprejeli stopte k duhovniku in to ljudem tudi povete tam, da ni treba tako pobožno gledati, da se lahko vidi tudi veselje na obrazih, tudi v cerkvi. En drug tak pojem, ki spada v to leto usmiljenja, je seveda pravičnost, mora biti pravičnost. In vemo tudi, da tradicija jubilejnih let prihaja iz Svetega pisma, iz Stare zaveze, iz judovskega ljudstva, ne, to ni katoliška iznajdba. In jubilejno leto, to tudi vemo, je v Stari zavezi imelo namen, da po vsakih 50 letih izenači neenakosti, ki so med ljudmi vedno znova nastale in seveda vedno znova nastajajo. Ja, to je lepa teorija, tudi že v Stari zavezi bila, to se je malo kdaj, žal se je malo kdaj potem res udejanilo, uresničilo. In danes pa smo zdaj pred kratkim slišali, da 62 oseb ima v lasti polovico vsega imetja na svetu. 62 oseb. Ja, kako potrebno bi bilo tako jubilejno leto v tem smislu, kako beremo od njega in smo ga imeli v Stari zavezi. Da bi se to spet razdelilo. To, kar imajo nekateri v rokah, to je res huda stvar in seveda je to en velik izziv, če mi govorimo potem o pravičnosti. Pravično to ne more biti, ne? In tudi ni. Izziv je torej, da na svetu zopet vzpostavimo pravičnost, kar pa za papeža Frančiška ne pomeni, da ima in po možnosti pomnoži vsak svoje, ne sumkujkve, to poznamo, da je to pravično, ne, vsakemu svoje, potem se ne bomo, ampak to ne zdrži, ne, to ne gre. In to imejte potem še branje napram drugim, temveč, da po svetopisenskem zgledu iščemo pravičnost s tem, da delimo. In da spodbujamo k deljenju in vsaj ravno to kot Caritas delamo. Ne? Mi prosimo ljudi, da nekaj od tega, kar imajo, nam dajo, ne da bi mi zdaj boljše živeli, ampak da bi to razdelili med druge in malo prišli bliže tisti pravičnosti, o kateri svetopismo govori. Ja, zdaj pa pravičnosti, potem pa usmiljenje, to je zanimivo. Ne? To je ravno tisti, ki smo angažirani pri Caritas in tudi pri drugih takih organizacijah ali pa po vas pri mestu, mi vemo, da pravičnosti v tem smislu, kako bi jo radi imeli, tudi z največjim naporom ne zmoremo vzpostaviti in živeti v naši družbi in tudi ne bomo. Saj Jezus je rekel,
v Svetem pismu beremo, revne boste vedno imeli med vami. In dobro vemo, koliko revnih, zapostavljenih, na rob potisnenih ljudi imamo, danes živi med nami in prej smo to zelo dobro slišali. Mi je šlo v srca, čeprav to vsak dan tudi vidimo. In kljub temu te nekako prizadene. Ja, pri nas sem mnogokrat v naših župnijskih pastoralnih svetih, ko sem še bil tako bolj v škofijski službi, sem bil tudi vizitator in sem pač spraševal pri teh sejah ljudi vedno tudi, ali imate revne med vašimi župljani, med verniki, oziroma sploh med ljudmi, ki tam živijo. In to je že zanimivo, da največkrat so dolgo mislili, potem so pa rekli, ja, pravzaprav ne vemo, potem je pa eden rekel, ja, tisti tam zadaj bi pa že bil. In potem so pa drugi rekli, ja, pa on je pa sam kriv, zakaj pa toliko pije, a ne? In tako naprej. Torej, to je pa resničnost, taka je resnica, tako mi gledamo dosti krat, ne, tako naša družba gleda na tiste, ki so na robu družbe, že najde en vzrok, da so pač sami krivi, da je tako. Ja, in je tudi res. Dosti krat je to res. Ja, in? Ali je še človek potem, če je pijanc? Ali ima družino, ki topi na tem in kaj pa meni potem, je družina, kaj ima? Meni to tako zdaj važno postalo pri mojem delu v Caritasu, da so res vsi ljudje enaki. In da ne gre za to, koliko so zmožni, kaj so iz svojega življenja naredili, kako so uspešni postali. O tem bi seveda lahko cel dan, iz izkušenj bi cel dan se pogovarjali, kako pride do nekega človek, do neke točke v njegovem življenju. In dejansko je tako, kako ste vi rekli, jaz to tudi vidim, preventiva, to je najvažnejše. Naprimer, če en človek v eni vasi, ko se vsi poznajo, izgubi delo. Po nas je vsaj tako, da se navadno sramuje in da vedno manj gre med ljudi. Doma sedi in začne voda piti. Žena, ki že dela ali je tudi doma, ja, težko to pije, ne? In se začne prepirati. Lahko pride do te točke, da grejo na razen. Zdaj pa že skoraj navajen tega pijančevanja in postane bolan. To vsi poznamo. To vsi poznamo in to se v naši družbi tolikrat zgodi. Če bi sosedje tistega, ki je zgubil službo, res šli tja in rekli, pa to za te ni lahko in mi želimo, da bi zdaj v naši družbi, v naši skupnosti še bolj se počutil. In mi ti lahko damo nekaj služb tega in nekaj del, ki jih ti lahko delaš in bomo že gledali, da bi pa vredno vse to izostalo. Ja, to je preventiva. Preventiva, ki se začne s prvim korakom tam, kjer ga morda še ne vidimo. Ja, in torej, usmiljenje pride potem šele, je tam važno postaja, ker pravičnost ne zadostuje več oziroma odpove, ker je potrebno več kot pravičnost. To je paradoks in vendar to je usmiljenje. Mi kot koroški Slovenci smo zelo vajeni, vsaj bili zelo vajeni v boju za pravičnost. Vem, koliko matičnih Slovencev je tudi še kako čakalo na neko pravičnost. Nekateri še zdaj čakajo, to vem, ker imam tudi znance tukaj pri vas. In tudi kot sodelavci Caritas smo seveda vedno spet v skušnjavi, da kot preroki v Stari zavezi obsojamo krivico in tiste, ki so odgovorni za krivico, ljudi seveda obsojamo potem tudi. Ja, dejansko je potrebno povedati resnico v zaščito revnih, vendar pa smo, to je tisti paradoks, poklicani k usmiljenju, ki po papeževih besedah vsebuje predvsem odpuščanje. Treba je vedno zopet odpuščati in s tem pripraviti in omogočiti nove možnosti, da uspemo uveljaviti pravičnost.
to nam daje vedno nov prostor, kako smo mi toliko močni, da odpustimo napake, krivice. S tem ustvarimo en nov prostor, ker tisti človek lahko znova skuša živeti pravično. Če mi pa ne odpustimo, potem ni možno to, pa že lahko tako delamo, govorimo in še ponavljamo iste stavke, iste stvari. Torej, kako sem prej že povedal, boj za pravičnost potrebuje veliko potrpežljivosti. Veliko potrpežljivosti, to zelo, zelo dolgo čaka. Saj to vsi smo dosti izkušeni v življenju, da to vemo. In moč za odpuščanje in potrpljenje pa črpamo mi, kristjani, iz globokega odnosa do Boga. In dejansko sta izraz od Boga spremenjenega srca posledica srečanja z Bogom. To sem prepričan. Ja. In če se razlikujemo od drugih, potem moramo to tudi čutiti, da nam je Bog toliko važen, da ga tako iščemo, da ga srečujemo in da imamo potem tisto moč za odpuščanje, za potrpljenje iz tega. Ja, naše iskanje pravičnosti je drugačno, je usmiljeno. Zdaj pa še zadnja točka, 5 minut, če imam, se mi zdi. Jaz sem tukaj naslov dal, podajte se na pot. Leto usmiljenja nas vabi na pot do Boga in do človeka. To je zelo zanimivo, ne? Papež je, to je prvič v zgodovini, da je papež rekel, taka sveta vrata, tista sveta vrata, naj bi nastala, se odprla po vsem svetu in ne samo v Rimu 4-krat. In to po mojem res pomeni, da papež želi, da ne v mislih in jaz ne vem, kje, tudi ne v molitvah samo govorimo, samo imamo to temo, o kateri zdaj jaz govorim tukaj, ne? Ampak da storimo en korak, da se podamo na pot. Da gremo naprimer v cirkev, zdaj ne morajo vsi v Rim, ampak vi imate, sem danes videl tukaj, tudi v Mariboru, imate vrata, skozi katera lahko grem, važno je, da se podam na pot. In vrata usmiljenja so pa tudi še druga k človeku. In tam teh imamo v tradiciji, v krščanski, katoliški tradiciji, kar precej in to se imenujejo dela usmiljenja, ne? Ki jih medtem zdaj tudi spet poznamo, ki smo jih pozabili in zdaj so se pa spet oživili. Nekaj bi rad še prej povedal, če zdaj o cerkvi govorim, en stavek mi je zelo važen postav, ker o tem malo vidim, kako naš papež pravzaprav misli. In ne bi rekel, da je to edino pravilno, ampak danes je to tisto njegovo izročilo in se mi važno zdi. Zadnji papež Benedikt, ki je bil Nemc po rodu, je predvsem spraševal in pisal o tem, kaj je cerkev. To mu je bila zelo važna zadeva, važno vprašanje. In seveda vemo, mi teologi vemo, da je na to temo napisano ne samo metre, ampak kilometre knjig že. Zelo veliko smo o tem, je cerkev o tem premišljevala, kaj pa je pravzaprav cerkev. In ta papež pa na to vprašanje, o tem vprašanju sploh ne premišljuje, se mi zdi. Ampak on vedno sprašuje, ja, kje je cerkev? Ne kaj je bistvo cerkve, ampak kje pa se kaže cerkev? In jaz tem sem pa res malo vse nasledoval, čeprav nimam zdaj več časa, da bi Bog ve, kako teološko premišljeval, ampak tle sem pa malo svetopismo po tem pogledu, ker tu je Jezus o cerkvi ne govori, ampak o Božjem kraljestvu. In je zelo zanimivo, kako Jezus o Božjem kraljestvu govori, namreč nič abstraktno. Ne govori o bistvu Božjega kraljestva, ampak on pripoveduje stvari, kako jih vi doživljate vsak dan. On ima prispodobe in pa pripovedi. To se pravi, pravzaprav Božje kraljestvo ima mesto, ni nekaj bistvenega, nekaj abstraktnega, to ima mesto tukaj na tem svetu, ga mora imeti in ga ima.
In če zdaj pogledamo, to je seveda tudi tradicija cerkve. Če pogledamo zdaj na ta dela usmiljenja, poglejmo, jih imamo 7 telesnih, lačne nasititi, žejne napojiti, nage obleči, popotnike sprejemati, bolnike obiskovati, jetnike reševati, moliče pokopavati. Ja, tam je cerkev. To se pravi, da je cerkev dosti večja od tega, kar mi včasih mislimo, od teh ljudi, ki v cerkev grejo na nedeljo. Vi ste iz našega gledanja, to, kar tam delate, je to cerkev v najlepši obliki tudi. To je cerkev, kjer se dela v tej ljubezni, ki je Bog in za katero nam Bog daje moč. In potem poznamo še duhovna, če nekdo ne more tako konkretno pomagati, imamo duhovna dela usmiljenja, zelo koristno tudi, dvomljivcem svetovati, zmotne učiti, grešnike svariti, žalostne tolažiti, žalivcem odpustiti, nadležne prenašati in za žive in mrtve Boga prositi. Celo v prenašanju je delo usmiljenja. In dejansko je, vsi vemo, da je. In o vseh teh bi seveda zdaj zelo veliko, bi vsak izmed vas nam lahko povedal še in še zgodb iz vašega karitativnega vsakdana. Ja, in zdaj pa že končujem potem ta dela usmiljenja, ki so tradicionalna, to se pa pravi, da so obče človeška, kako dolgo človek živi, je to važno bilo in je še važno, pa niso zaključen program ali zakon v katoliški cerkvi. Če želimo biti cerkev v današnjem svetu, se moramo vedno znova vprašati, kaj pa so danes dejanja, v katerih se izraža usmiljenje. In nemški škof Joachim Wanke iz Erfurta, zdaj že emeritiran, je pred nekaj leti ob jubilejnem Elizabetinem letu spraševal vernike škofije, katero dejanje se jim danes zdi važno, če bi želeli biti usmiljeni do ljudi. Kaj pa se jim zdi usmiljeno, kaj pa je danes to? In dobil je zelo veliko odgovorov in iz teh novih odgovorov je on zbral tiste, ki so jih ljudje, verniki, najbolj pogosto predlagali. In to so bili sledeči. Ti sodiš zraven, prisluhnem ti, dobro govorim o tebi, malo grem s teboj, delim s teboj, obiščem te, molim zate. Tedaj, ko je škof zbiral te besede, še ni bilo beguncev v Evropi. In zdaj pa, vi ste prej govorili, tisti položaj, v katerem smo vsi zdaj zelo izzvani. Beguncev, zdaj pa še enkrat, bom vam te besede še enkrat povedal, in mislimo na begunce, ki vsi imamo izkušnje z njimi, se mi zdi zdaj, v zadnjem pol letu smo jih naredili, še enkrat te besede, in zdaj pa s pogledom na begunce. Ti sodiš zraven, prisluhnem ti, dobro govorim o tebi, malo grem s teboj, delim s teboj, obiščem te, molim zate. Ja, če to storimo, dajemo svetu človeški obraz. Jaz sem vam prej rekel, koliko sem od vas pridobil in to je res, to zaznamuje moje delo zdaj pri Caritas. In zato sem pa tudi smem reči, da sem nekaj prinesel, to knjižico, ki ste jo vsi dobili, to smo izdelali v Avstriji in jo je Caritas tukaj v Mariboru prevedla, tako da jo imate tudi zdaj v
v slovenščini. In tu so tisti, ki smo jih zdaj prebral dvakrat, tile moderna dela usmiljenja. In sicer tako obdelana, da res zelo lahko tudi v krožkih, tudi brez duhovnikove pomoči, ampak dobro bi bilo, če je on tudi zraven, ampak tudi brez duhovnikove pomoči, boste zlahka od teh 7 delih skupaj premišljevali. Mi smo to tako pripravili, da je posod eno mesto iz Svetega pisma, ena mala zgodbica, da vemo, za kaj gre, in potem pa seveda vabilo, da pogledamo na tisto čist konkretni kontekst, v katerem živimo, in tam iščemo tiste, katerim bomo rekli, malo grem s teboj. Ali dobro govorim o tebi. In kar je najbolj važno pri teh, tukaj imate lahko 7 takih srečanj, kar je najbolj važno, naj ne bi šli na razen, ne da bi sklenili eno dejanje, da ne bi ostalo samo v mislih in v govorjenju, ampak eno malo dejanje, ki ga ali v skupnosti boste ponudili tej župniji, naprimer, ali pa vsak v svoji družini ali kjerkoli v sosedščini, da bi storil nekaj malega. Ja, želim vam, dragi Caritas sodelavci v Mariboru, veselja, veliko veselja pri tem uresničenju del usmiljenja in se vam zahvaljujem za vabilo in za pozornost.